Hkrati pa med tem vabim za zaključek, toliko da nekako povzamemo razprave in glavne izpostavljene teme državnega sekretarja Jureta Trbiča, ki ga vabim, da se mi pridruži na odru. Lepo prosim za aplavz. Pozdravljeni, Jure. Na kakšen način lahko rečeva, kaj bi bil odgovor z vaše strani? Če vas vprašam, kaj vam je najbolj ostalo v spominu, kaj boste odnesli z konference, bi bil odgovor? Ljudje. Poglejva, kaj so preostali povedali. Plače grejo gor, druženje, neformalno druženje med odmorom, plačna reforma, potrebnost medsebojnega sodelovanja, spremembe v plačnem sistemu. Naj povem, da je vroča novica, pravkar podpis izjave o usklajenosti plačnega zakona. Sodelovanje, samo 10% hitreje napreduje, le kdo bo dobra energija. Super. Mreženje, druženje, mislim, da smo na marsikaj odgovorili. Nov plačni sistem, pogledi na prihodnost. Kako bi lahko rekli, kaj je mogoče res tisto glavno sporočilo današnjih razprav? Kaj glede na to, kar vidiva tule v ozadju izpisano, je res nekako zaznamovalo naše udeležence in udeleženke? Hvala, Toni, za vprašanje in za uvod. Pa mi, prosim, dovolite, najprej naj vas vse še enkrat lepo pozdravim. Se zahvalim za udeležbo. Zdaj, z marsikom smo se že podružili, ker mislim, da je največji klaster tle gor. Tako da jaz verjamem, da je skupna točka ne le ime konference jutri, ker danes govorimo o vprašanjih, ki morda res kakšnega bi že včeraj mogli, ampak smo danes, pa rešitve so za jutri. Ampak ljudje so tisti ključna rdeča nit, sodelovanje je bilo tudi velikokrat slišati in verjamem, da tako pravzaprav jaz sem si tudi z veseljem vzel čas, da sem in poslušal, pa tudi bil slišan tudi tam v zadju, gotovo. Tako, kar se tiče plačnega sistema, kar se tiče nenazadnje javnih storitev na terenu, predvsem upravne enote, tudi iz občin boste gotovo mi lahko pritrdili tle in nenazadnje s to zadnjo, je seveda tudi so pričakovanja nerealna in je vtis slab, ampak na ljudeh je treba delati, kar je bilo že uvodoma povedano, več vodij in manj šefov, dober slajd, ampak vodja je tisti, ki pravzaprav vse to združuje. Pa naj si bo pri samem vodenju, pri samem sodelovanju, organizaciji dela, če želite, ali v vpeljevanju novih tehnologij, tudi umetne inteligence, prej ko slej, oziroma smo že nenazadnje tudi tam. Če se mi ne pogovarjamo in sodelujemo medresorsko, ta beseda je tu razumljena, ker v splošni javnosti mislim, da manj, torej z različnimi deležniki in prebijamo te svoje vrtičke ali pa silose, ali kakorkoli jim želimo reči, tam je lahko potem nek napredek. In verjamem in drznem si rečno tudi kot del predstavnik te vlade, da lahko rečem sploh po 2 letih, da delamo prave korake v pravo smer. Zato mislim, da bo jutri zelo zanimiv. Pa ne le jutri v prenesenem smislu, ampak tudi jutrišnji del konference, kjer bomo seveda obravnavali še precej zanimive teme, ki jih je tudi seveda že minister uvodoma malce omenil, denimo tudi občinske volitve in podobno. Je tole res čestitke organizatorjem tokratnega srečanja, tokratne konference. Danes smo imeli izpostavljene 3 teme, jutri bodo izpostavljene 3 popolnoma druge teme. Če smo danes govorili predvsem o delu direktorata za javni sektor, delu direktorata za kakovost, o službi za upravne enote, kaj je mogoče tisto, kar je združilo vse 3 razprave? Sodelovanje, povezovanje, dejansko iskanje nekih skupnih rešitev. Tako, kot že rečeno, nek napredek, pot v jutri. Pomembno pa se mi zdi tudi v luči nenazadnje te zadnje in v luči tiste raziskave OECD-ove, ki je pokazala, rekel, največji razkorak, največjo vrzel, ki je za napolniti, da se dejansko naši podatki, ki kot država, pa tudi recimo občine, imamo ogromno podatkov, ampak da to znamo končno tudi v luči digitalne dobe, če želite, žeti. Torej, ne samo, da tam so, ampak da jih mi prvič razumemo, povežemo in iz podatkov pridemo do nekih informacij, kar bo služilo odločevalcem za bolj informirane in na podatkih utemeljene odločitve, kar je velik razkorak recimo tudi na temo zaupanja in nenazadnje tudi vsem potem, ki delamo na tej strani, da so ti podatki oziroma tudi informacije dostopne, da bomo lahko jutri pravzaprav bolj povezano naredili in seveda brez ljudi in brez sodelovanja tu ne bo šlo. Tudi umetna inteligenca nam tu ne bo pomagala.
Še eno kratko vprašanje ravno s stališča umetne inteligence, ker vem, da se odlično spoznate tudi na to področje. Če je bila beseda dneva sodelovanje, če je bila lani beseda leta umetna inteligenca, lahko tu iščemo kakšne povezave oziroma kako vi vidite pravzaprav sodelovanje s pomočjo umetne inteligence? Umetna inteligenca na nek način ni nič drugega kot stroj in stroji težko sodelujejo. Sodelujemo lahko ljudje. S pomočjo različnih orodij, tudi umetne inteligence, pa seveda bomo še lažje sodelovali. Ampak kar je bilo recimo tudi v razpravi v tisti vmesni, izpostavljen, dokler vsak svoje gledamo, nam ne bojo te stvari pomagale. Tako da jaz verjamem, tu bomo lahko, torej še enkrat, tudi umetna inteligenca, čeprav se pojmuje predvsem kot nek tehnološki pojem, pa recimo Kristina je lepo tudi razložila, če se, ali pa upravne enote so lepo povedale, imamo, ne vem, 48, 47, pustimo, preveč aplikacij. In kaj je problem? Problem je, ker se ni seveda iz stališča uporabnika naredil pravzaprav, kot je bilo rečeno, nadzorne plošče po slovensko, ali kako že. Poanta je, rešitve, ki jih moramo oblikovati, naj si bodo tehnološke, s pomočjo umetne inteligence ali sicer, morajo biti, tako smo tudi zdaj zadnji prispevek poslušali, pač z različnih kotov pregledane, usklajene in potem seveda bo to tudi jutri še lepši. Najlepša hvala za zaključke, za tole razpravo in seveda se vidimo jutri, ko se naša konferenca nadaljuje. Tako, lepo vabljene in vabljene tudi jutri. Vam pa seveda najlepša hvala, še enkrat se vam v imenu gostiteljev iskreno zahvaljujem za to, da ste prišli danes in vas znova vabimo jutri na jutri. Kot vidite, boste tu izvedeli informacije z prve roke ob odličnih srečanjih in pogovorih, pestrost v različnih sektorjih in pa verjamemo, da nismo odnesli vseh mis pri kosilu, tako da bo tudi mis pri kosilu jutri dovolj. Najlepša hvala vsem, pa prijeten dan še naprej in se vidimo znova jutri. Hvala.